Prijazno dobrodošli v kmetijskem mozaiku. Tisti, ki se ne ukvarjajo s pridelavo hrane, so prepričani, da je kmečko življenje idilično in nadvse lepo. Zato, ker kmet cele dni je na svežem zraku in ker se ob tem še razgibava. Resnica je seveda povsem drugačna. Cele dni presedi na traktorju, da bi čim več pridelal v čim krajšem času. Ob tem seveda se ozira v nebo in pričakuje lahko slabo vreme. Ali pa še kaj hujšega, da se zgodi kakršnakoli naravna nesreča in mu ta odnese pridelek. Ozira se proti gozdu, kdaj se bo spet prikazala kakšna divjad, ki mu še dodatno zdesetka pridelek. In država je seveda vedno bolj pogoltna in od njega terja vedno več finančnih bremen. Zvečer, ko bi se pa ves utrujen ulegal k počitku, ga pa čaka še gora birokratskih opravil, formularjev in evidenc. Takšna je resnica o idiličnem kmečkem življenju. In kaj vam ponujamo tokrat? Konec subvencijske kampanje. Govedorejsko društvo Domžale po 30 letih pripravilo regijsko razstavo govedi. Na šolskem vrtu osnovne šole Litija. Desetega julija se končuje letošnja subvencijska kampanja. O posebnostih v drugem letu novega programskega obdobja razlaga magistrica Sonja Zidar Urbanija z litijske krajevne enote Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Z njo smo se pogovarjali nekaj dni pred koncem kampanje. Res je, subvencijska kampanja se bliža koncu. 10. julija bomo zaključili z oddajo zbirnih vlog in smo veseli, da smo trenutno podelali že skoraj vse kmetije v Zasavju, tako na litijskem kot na zagorskem območju v Zagorji, izpostava Zagorja ob Savi. Letos je bilo veliko lažje delati, ker so ljudje oziroma kmetje, vlagatelji že poznali ukrepe iz lanskega leta. Kot veste, smo v novem programskem obdobju. Lansko leto je bilo zelo veliko novosti, od tega, da smo na novo vključevali kmete v sheme za okolje in podnebje, tako imenovane SOPO sheme, do tega, da smo jih motivirali, da bi se jih še več vključili v KOPOP ali ekološko kmetovanje. Bilo pa je tudi kar nekaj novosti na področju dobrobiti živali. Tako da ugotavljam, če potegnem črto, da se je letos vključilo v te sheme SOPO še več kmetov kot lansko leto. Smo pa v okviru teh shem, seveda in tudi ostalih zahtevkov, ki jih oddajajo kmetje, opozarjali na tiste bistvene, ki so najbolj pomembni za naše območje. Ti pa se tičejo pogojenosti. Za samo oddajo zbirnih vlog je seveda potrebno izpolnjevati pogojenost, se pravi pogoje za zahtevke, ki jih oddamo, in vse zahteve določenih programov, ki si jih kmetje izberejo. In pri pogojenosti smo letos v prvi meri opozarjali na obvodne pasove, se pravi na novo imamo dodan sloj DKOP4 obvodnih pasov, to so pasovi ob vodah prvega reda, se pravi tukaj ob Savi, imamo vode prvega reda, moramo upoštevati 15-metrski pas. Zdaj letos ne sme biti tukaj ornih površin, v preteklosti so še bile, vendar se pa na tem 15-metrskem pasu nikoli ni škropilo, se pravi uporabljalo fitofarmacevtskih sredstev in seveda tudi ne mineralnih gnojil. Opozarjamo tudi, da se tukaj seveda ne sme uporabljati tekočih organskih gnojil. Potem imamo pa zelo veliko in bogato vodnato mrežo vod drugega reda. Tukaj pri teh potočkih, raznih jarkih, izvirih je pa treba upoštevati 5-metrski obvodni pas in moram povedati, da tega je pa na našem območju res veliko. In ravno tako je v tem 5-metrskem pasu potrebno spoštovati vse zahteve, ki jih pogojuje pogojenost. Tako da s tem smo, upam, da kar osvestili vsakega kmeta posebej.
Smo pa dajali tudi poudarek seveda na tiste kmetije, ki imajo več kot 10 hektarov njivskih površin, kjer je izredno zahtevna izvedba kolobarja na našem območju, kajti njiv imamo zelo malo. Več je teh travnatih površin in je pri nas zelo težko nekako ustvariti in začrtati dober kolobar. Kot vidite, tukaj na tem območju je po večini na njivah koruza in to je tista težava, ki jo želimo s kolobarjem seveda reševati. Je pa logično, saj imamo živinorejsko območje in ljudje prirejajo, se pravi, govedi za mleko ali pa za meso in potrebujejo koruzo kot tako. Tako da tukaj smo kmetijam pomagali, da smo nekako načrtovali ta 5-letni kolobar tako, da bo pač izpolnjeval zahteve. Hkrati smo pa za te kmetije, ki imajo več kot 10 hektarov njiv, seveda morali upoštevati tudi praho. 4% ornih površin more biti v prahi, kar je bilo pa za naše območje tudi kar velik šok. Težko je gledati, da imaš njivo, že tako jih primanjkuje, pa potem ne moreš tukaj pridelati krme za živali. In bom rekla, z veseljem smo sprejeli spremembo uredbe, katero so spogajali kmetje na stavkah, ki so jih imeli, da se na teh 4% sedaj lahko pridelujejo, se pravi, beljakovinske rastline, detelje in podobne zadeve, katere lahko potem, se pravi, te rastline morajo biti prisotne od 1. maja pa do 30. julija. To je pač to obdobje, ko morajo biti prisotne na površinah, ki niso obdelane, uporabne, ampak pokosijo, pospravijo se lahko pa že po pretežnem obdobju, se pravi, to je že 16. junija. Tako da so zdaj že lahko tudi pospravili to iz njiv in dejansko uporabili to krmo še kolikor toliko kvalitetno tudi za živali, za prehrano živali. Tako da to so bili tisti glavni poudarki, seveda pa osveščamo in vsem pomagamo tudi pri rokovanju aplikacije Sopotnik. To verjetno poznate. Lansko leto smo zelo veliko govorili o tem, tisti, ki so znali, ki so imeli tehnične rešitve, so si to tudi že usposobili. Letos smo pa vsakemu, če smo le imeli čas, to pomagali tudi dati na pametni telefon. To se je videlo, ko si na koncu sprintal navodila za Sopotnika, kdo je že v bistvu prišel van, kdo ne, in smo vsakemu posebej to omogočili. Tako da smo jih osvestili, da bodo takoj po 1. avgustu, ko se bodo videli ti satelitski posnetki in tudi določene napake na površinah, ukrepali, če ne bodo znali sami, pa seveda z našo pomočjo. V letošnjem letu ugotavljam, da so navdušeni, ker vidijo, koliko lahko v bistvu doprinesejo k reševanju, odpravljanju teh težav, koliko pohitrijo te zadeve. In jaz bom rekla, da je zadeva veliko boljša in da sprejemajo te novosti in so res navdušeni, sploh ko vidijo, kako se uporablja fotosopotnik. Kajti pri SOPO shemah lahko sedaj namesto evidenc, če so vključeni v te sheme, dokazujejo opravila tudi s fotografijami, ki jih je najbolj smiselno narediti s aplikacijo Fotosopotnik. Pridejo na teren, tam, kjer posnamejo ta posnetek, se ta fotografija v gerku, se pravi, točno na tisti točki pokaže in dejansko se jim vse shranjuje in v to aplikacijo lahko kadarkoli dostopajo tudi z drugega telefona. Tako da jaz imam dobre izkušnje in mislim, da smo jim s tem olajšali delo in da se jih bo še več posluževalo tovrstnih evidenc. Kako je sicer letos, kakšen je odziv kmetov, glede na to, da je že eno leto novo programsko obdobje z novimi pravili igre, bomo rekli po domače, so sprejeli to, je kakšen osip pri kakšnem ukrepu opažate? Tukaj bi lahko rekla, da določen osip je bil pri, se pravi, shemi tradicionalne rabe trajnega travinja z 2-kratno ali 3-kratno košnjo. To pa predvsem zaradi tega, ker smo lansko leto predvideli na določenih površinah 2-kratno košnjo, 20% travnikov lahko kmetija vključi v to shemo.
In se je dejansko potem pokazalo, ker je bila letina taka, da je bilo dovolj vlage in seveda prirasti, da so po 3-krat kosili tam, kjer so predvideli 2-kratno košnjo, in tam so seveda bile v Sopotniku napake. Tisti, ki je imel to napako, se pravi, smo mu težje svetovali, da letos spet vstopi v ta ukrep. Ni bilo veliko teh problemov, nekaj jih je bilo. Bolj smo mogoče imeli poudarek letos tudi na ozelenitvi, to prej nismo omenili. 80% njivskih površin v pogojenost pač predvidi, mora biti čez zimo pokritih, in tukaj smo seveda kmetom potem svetovali, da so poleg tega, da v bistvu izvajajo pogojenost, tudi zahtevali shemo ozelenitve, in kjer niso bile te površine pokrite že od 15. novembra lanskega leta do 15. februarja letošnjega leta, tam so seveda bile napake. Tukaj smo imeli pa resne težave zaradi poplav. Na našem območju so bile lansko leto 2-krat poplave, avgusta in potem žal še kasneje. In imamo kar nekaj njivskih površin tukaj ob Savi, tako da tam pa so bile tudi sankcije, kar smo lahko z višjo silo upravičevali smo. Ampak tukaj pri ozelenitvi, to sem želela poudariti, smo zdaj izredno previdni in probamo res kmetom tudi nekako svetovati, da morajo tukaj prej sejati, če seveda vremenske razmere dopuščajo, da je površina 15. novembra pokrita, da ima ta pokrov vsaj 70 ali več procentov. In to mora biti do 15. februarja potem pokrito, ne? Tako, do 15. februarja, potem pa lahko seveda to uporabijo za krmo živali, podor, kakorkoli izkoristijo. Če smo to temo o subvencijah izčrpali, se dajva še fokusirati na sicer letošnje leto kot tako, kmetu precej nenaklonjeno, bi rekli, ne? Koruza si je zdaj komaj opomogla. Kaj pravite? Res je, drži, in tukaj mogoče imajo prednost tisti, ki so sejali malo kasneje, zato ker smo imeli res kar mokro pomlad, in se vidi tudi po posevkih, da si šele sedaj koruza, ki rabi veliko temperature, nekako prihaja k sebi in si bo pomogla. Je pa bilo potrebno seveda hkrati s tem, da smo imeli pravilno pripravo njive, od dognojevanja do izbire semena, tudi potem poskrbeti, da se je pravi čas dognojila. In jaz upam, da bo sedaj dobila noter tisto, kar do tega trenutka ni. Koruza je nekako zelo ukoreninjena, zelo praktična je pravzaprav, ne? Ampak vendarle ima nekaj alternativ. Sirek recimo, zakaj se tega kmetje nekako ne navadijo? Kmetje se zelo izobražujejo iz tega vidika in smo imeli na terenu tudi kar nekaj poskusov v to smer. Žal se zadeva ni izkazala tako, kot smo si zamislili, tako da mislim, da je potrebno tukaj narediti še v praksi ene par korakov naprej, in potem, ko bo en dober primer dokazal, da se to da je krma tudi primerno kvalitetna, sem prepričana, da bo zadeva šla naprej, ampak za vsako stvar je potreben čas. Razen sirka recimo, kakšne so še alternative koruzi, ne? Ker je koruza pravzaprav res v hudih težavah, če so bolj suha leta. Letos to do zdaj še ni bilo, ampak nikoli ne vemo, kaj se bo še dogajalo z vremenom. Ja, jaz vam lahko samo iz izkušenj povem, ker imamo doma tudi kmetijo, da tam, kjer se to da pri prehrani živali, potem poskušamo nadomestiti koruzo z deteljno-travnimi, travno-deteljnimi mešanicami, ampak če imamo mlečno proizvodnjo, je to zelo težko nadomestljivo potem z dodatki, v obroku. Tako da postopoma te višinske oziroma gorske kmetije, bomo rekli na Dolah, v Gabrovki, že prakticirajo to. Sicer pa ravno s kolobarjem želimo zdaj vsaj žito bolj spodbuditi, ker nazadnje je to tudi potem uporabljeno pri krmljenju živali in s tem si seveda lahko tudi stroške krmljenja bistveno, bom rekla, znižamo ali pa mogoče uravnavamo. Tako da v tej smeri trenutno delamo. Torej, za piko na i k temle pogovoru, kakšno priporočilo kmetom iz prve roke?
Takole bom rekla, zelo bomo veseli in tudi oni zadovoljni, če bodo upoštevali tista navodila, ki smo jih dali, izpolnjevali vse tiste obrazce, katere so dobili pri zbirni vlogi zraven, se pravi, pisali uporabo fitofarmacevtskih sredstev, pravila na travniških njivskih površinah, oddajo krme, če kmetije nimajo živali. Skratka, vsa tista navodila, ki so dobili, naj upoštevajo in jaz mislim, da bo potem tudi rezultat zagotovljen. Bi pa opozorila tukaj mogoče samo še na eno zadevo. Zelo veliko smo imeli letos zahtevkov tudi za dobrobit živali. Tam je zelo pomembno, to smo jim tudi vsem napisali, da naredijo koprološko analizo za živali, ki so v zahtevku pred začetkom paše. Paša traja 120 dni in potem za te iste živali takoj po zaključku teh 120 dni še enkrat koprološko analizo, preden gredo te živali v hlev iz pašnika ali iz kmetije, a ne v klavnico. Tukaj ne pozabiti na pisanje dnevnika paše in lansko leto na tem ukrepu je bilo pa res kar nekaj, bom rekla, sankcij in zniževanj plačil. 15% je kar veliko znižanje, se pozna, tako da bodite pozorni na to in jaz verjamem, da letos to nobenemu ne bo ušlo, sicer pa, če rabite kakršenkoli nasvet, nas pokličete, vam bomo z veseljem svetovali. Bi pa povedala mogoče samo še to, ker smo živinorejsko območje, da smo letošnje leto izdali tale zbornik, se pravi Govedorejskega društva Litija in Šmartno. Zelo obsežna zadeva, v njej je zbrano 30 let zgodovine govedoreje, živinoreje na našem območju in ta zbornik sedaj dobijo vsi kmetovalci, ki oddajo zbirno vlogo, ki ga z veseljem sprejmejo, tako da to je pa potem še za nagrado, da vidimo rezultate iz preteklih let. Govedorejske razstave so priložnost, da rejci pokažejo, kakšne rezultate so dosegli, ko vsak dan skrbno oskrbujejo svojo čredo. Če gre za krave molznice, je skrb še toliko večja, saj se vsaka napaka ali nepazljivost pri krmi ali kakšnem drugem opravilu odrazi pri mlečnosti. Na dan državnosti je bila na kmetiji Črnivec v Zgornjih Jaršah pri Domžalah regijska razstava govedi, ki jo je pripravilo Govedorejsko društvo Domžale. Društvo je bilo ustanovljeno 30 let nazaj in tisto leto smo imeli prvo samostojno govedorejsko razstavo. Potem je bilo leta 2000 skupaj z Govedorejskim društvom Kamnik v soorganizaciji. Letos je pa ta druga v bistvu v vsej zgodovini društva. Kakšen je pomen, smisel takih razstav? Smisel takih razstav je, da se poveže rejce med seboj v sodelovanju in da lahko tudi prikažejo vse svoje rejsko znanje, uspehe, vse, kar so dosegli v teh letih, svojim napredkom. Kaj mora rejec goveje živine znati? Jaz pravim, da morajo kmetje biti univerzalni ljudje. To pomeni, da moraš poleg tega, da si kmetijsko smer, živinorejec, moraš biti seveda zraven tudi še mehanik, pa agronom, pa delno veterinar, tako da zelo multifunkcionalno. No, ampak vendarle pri vzreji živali so pa še posebne veščine potrebne, ne? Znati je treba se tudi verjetno kaj pogovarjati s temi živalmi. Ja, to seveda, mora se vzpostaviti odnos med živaljo in lastnikom. Kar se tudi vidi tukaj na razstavi, ko so pač vodniki, ki niso njihovi domači lastniki in seveda so živali bolj nemirne. Na razstavi, ki je obeležila 30-letnico delovanja tega društva, so sodelovali najboljši rejci. Sicer društvo deluje na območju 7 občin: Domžal, Moravč, Lukovice, Mengša, Trzina, Dola pri Ljubljani in Mestne občine Ljubljana. Rejci so na razstavo pripeljali 81 živali, črno-bele, lisaste in rjave pasme ter cikaste. Da bi razumeli princip razstave, še kratek pogovor s šefinjo vodnikov. V bistvu to je zelo velika odgovornost, ker na koncu od nas se pač pričakuje nek nivo vodenja in v bistvu tudi od tega vodenja je odvisna včasih tudi uvrstitev samih živali.
Kaj mora dober vodnik znati? Veliko pa še malo. Zelo pomembno je, da skozi ohraniš nadzor nad svojo živaljo. V to je vloženega ponavadi zelo veliko treninga. Plus tega ohraniti moraš zmeraj očesni stik s sodnikom. Važno je, kako pač pravilno moraš noge postavljati svoje živali. Zelo veliko stvari tukaj noter. A je za to kakšna šola? Ja, se pravi, vsake 2 leti se organizira mednarodna šola mladih rejcev. Prav v naslednjem mestu bo potekala v Novem mestu. Jaz sem se je udeležila 4-krat. Ja, več živali daš skozi, več izkušenj imaš. Pri mladih rejcih je tako, da dobiš XY žival, ti jo moraš v tistih parih dneh se naučiš, kako jo pravilno pripraviti na razstavo. Na razstavah je pa ponavadi tako, da jo že, se pravi, recimo na današnji razstavi smo en mesec nazaj dobili seznam, kdo katero žival pripravlja na razstavo in smo se pač tudi priprave resno lotili. Začeli smo s treningom, pranjem, v preteklih 14 dneh smo tudi vse ostrigali in ja. Kako so se odrezale vaše živali? Jaz sem zelo zadovoljna. Prav en zvon, pa ostale so bile pa tudi zelo lepo uvrščene. Na naši kmetiji imamo 90 do 100 glav govedi, črno-bele pasme in pa pasme Rdeči Holštajn. Ukvarjamo se s prirejo mleka in pa prodajo plemenskih telic. Želja je imeti tudi čim več razstavnih živali, na čemer delam že zadnjih 15 let. Se pravi mlada prevzemnica, Ne še. ki se uči za to. Tako. Najvišja priznanja je pobral rejec Metod Jereb s Količevega. Šampionka razstave je bila njegova črno-bela krava med mlajšimi kravami, bila pa je tudi krava z najlepšim vimenom. Imel je tudi najlepšo črno-belo kravo med starejšimi kravami. Kar nekaj truda je bilo treba, da je kaj povedal pred kamero. Najbolj laskavih priznanj je seveda nadvse vesel. Zelo zadovoljen. Kaj je treba znati, da človek take rezultate dobre dosega? To je dolgoživljenjsko delo, večletno. Ja, živeti moraš veljo, vsako leto, dan na dan, vlagati v to. To je vedno kaj novega, vedno se učiš, vedno tukaj, vedno se učiš. 50 do 60 moznic se molze, ostalo je mlada živina. In kam z mlekom potem? Gre v Slogo, to Mlekop v Italijo. To je že več let. Pri nas ni možnosti. Pač takrat, ko je to šlo, ko je bila kriza z mlekom, smo se preusmerili in smo šli v Mlekop. In da gre mleko že v Italijo. Zadovoljni z vsem, kar se dogaja? Zadovoljni, ceno nismo nikoli zadovoljni. Pač zelo težko je, stroški naraščajo, cena mleka je pač takšna, kot je. Za razstavo se je bilo težko odločiti? Ni se bilo težko odločiti, vzame pa veliko časa pa dela. Ste tudi pri organizaciji kaj sodelovali? Ja, pri pripravi šotora, dela. To smo člani, treba je pomagati, da se... Najbolj pridni člani se reče, ne? Ja, to so bili strehe še veliko pridnih. To nismo sami, a ne, so komplet, drugače ne moreš take razstave speljati. Živali, gospe, so kar glasne pravzaprav, ne? Ja, res je. Vidimo, kam je ura prišla. Dejansko je bil plan nekje do 15. ure, da bomo zaključili. Očitno se bo še malo zavlekel. Je pa res, ko se pogovarjam praktično z vsakom, ki je prišel sem, nam izkazuje čestitke in vse pohvale za izredno dobro pripravljeno razstavo. Tukaj bi tudi izkoristil priložnost pa zahvalil se vsem pokroviteljem, donatorjem, sponzorjem, ker sem pač kot član organizacijskega odbora bil zadolžen za to zadevo. Dejansko sem tudi osebno pozitivno presenečen za, bom rekel, tako velik odziv, tako da lahko rečem,
osebno sem vesel in pa seveda tudi celo društvo, da nam bo razstava uspela v taki meri, kot kaže, da bo. Ne, jaz samo želim, da se bo vse, bom rekel, dobro izteklo, tudi nekaj malega smo imeli z enim kravam, bom rekel, malo težav, ampak mislim, da se bo dobro išlo. V kakšnem smislu? Dejstvo je, da je za živali to ogromen stres, ne? In tukaj se pripeljejo, zamenja se jim bioritem in to je naporno, ne? Tako da nekatere so pač to malo težje prenesle, druge malo lažje, ampak kot sem rekel, upam, da se bo vse dobro išlo, da ne bo kakšnih trajnejših posledic. Vaša gospa, bomo tako rekli, je pravzaprav v boju za najboljše vime, ne? To se pravi, je, ne? Ja, res je. In to pomeni, da še nekaj časa ne bo pomolžena. To je trpljenje v bistvu, ne? Ja, seveda, vse kandidatke za šampionko vimena morajo počakati do zadnjega kroga, da se izbere, potem gre pa šele na molžo, ne? Kar pomeni, da je kar od včeraj zvečer od 6. ure recimo čaka, ne, da pride na vrsto. Običajno je zjutraj pomolžena, ne? Običajno je zjutraj ob 6. pomolžena. Tako da danes je pa malo drugače. Zdaj ste na mojem svetu, ko se v bistvu regijska razstava dogaja. Je bilo težko se odločiti za tako razstavo, recimo organizacijsko verjetno to kar zahtevna stvar, ne? Ja, tu smo se začeli pogovarjati pred novim letom, potem smo pa počasi, ker je treba tukaj, je v bistvu treba dobiti sponzorje, pa da nas poslušajo, da tudi dodajo po vse te stvari. Koliko pravzaprav razstavljavcev ste uspeli zbrati? 200 je sponzorjev, rečemo, dele tukaj. Kaj pa razstavljavcev? V razstavljavcev, ne, tako bom povedal, 80 živine je tukaj. To je rečemo Domžale, Moravče, Lukuca, pa Blogovca, Ljubljana. Ja. Praktično Pa dol pri Ljubljani še. Se pravi, vsi člani vašega društva? Ja, vsi, ki so tukaj, so člani govedorejskega društva Domžale. Kolikšno mlečnost dosegate? Mlečno hlevo dosegamo 10.500 litrov. To so lepe številke. Kako poln je vaš hlev? A kako poln? Ja. Trenutno je v hlevu 340 živine. Od tega je 172 molznic, ostalo je pa mlada živina, pa breje, krave, pa telice. To je že številka, ki pravzaprav ekonomiko upravičuje verjetno, ne? Ja, s tem, da je še prostora za ne 50. Ja. Direkt v mlekarno greste z mlekom ali kaj pravzaprav z mlekom počnete? Mleko gre v šole pa vrtce, pa v kmetijsko zadrugo Sloga. Ostalo, pa mlekomati. S temi javnimi razpisi pravzaprav za šole in vrtce je bilo težko se prebiti? Jaz nimam nič na javnem razpisu, jaz vse direkt delam. Ti časi zdajšnji niso naklonjeni živinoreji. Drži, ja, in tudi zato smo se letos odločili za to razstavo, da damo slogan Radi imamo govedo. Ker želimo povedati, da vseeno kmetje skrbimo za podeželje, da imamo svoje živali radi in da v bistvu skupaj z njimi gradimo svojo prihodnost. Še vedno smo kmetje tisti, ki pač skrbimo za lokalno okolje daleč od vseh najbolj. V letošnjem letu smo spoznali slogan Obudili pravzaprav, brez kmeta ni hrane. Naši odločevalci pozabljajo na to, ne? Ja, včasih pa res. Tudi trenutna situacija za kmetov ni naklonjena, žal. Ja. Posebno pa ne govedorejci. Kaj je zdaj v tem času najbolj narobe, kar zadeva vaš položaj napram politiki? Jaz mislim, da je prvi problem slaba komunikacija med politiko in kmeti, med ostalimi organizacijami, ni prave povezanosti, seveda pa tudi k nam pluska ta val iz Evrope, kar se dogaja s kmetijstvom na nivoju Evropske unije. Rešitve so seveda pogovori in sodelovanje in da tudi prisluhnejo kmetu in da ugotovijo, da pač kmet skrbi za v bistvu prehrano vseh ljudi. Ne samo za sebe, ampak da to nekaj pomeni za vse skupaj. Organizatorji niso povedali, kdaj bo naslednja razstava in poudarili, da je organizacija takšne razstave velik zalogaj.
Želijo pa si, da bi bila nekaj let prej, preden bo društvo obeležilo 6 desetletij svojega delovanja. Pred desetletji je bil šolski vrt poglavitna sestavina šolskega prostora in učnega procesa. V povojnem obdobju so se vrtovi zredčili. V zadnjih letih na srečo spet oživljajo. Obiskali smo zgledno urejen šolski vrt na litijski osnovni šoli, ki ga ureja skrbna učiteljica in skupina učencev. Ponosno in navdušeno so nam ga razkazali. In kakšna je vrednost tega vrta? Tako edukativna, kot koristimo pridelke, ki jih izdelamo v šolski kuhinji, šolski v učni kuhinji, tako na podružnici s prilagojenim programom, kot na matični šoli. Se pravi, učenci tukaj poberejo zelišča, poberejo zelenjavo in potem tisto, ko kuhajo v okviru pouka gospodinjstva, uporabljajo tele pridelke iz šolskega vrta za kuhanje. Se pravi, ni nam treba vsega kupiti, pa sigurno je bolj zdravo kot tisto, kar je iz trgovine. Jaz sem na tej šoli 4. šolsko leto in sem ta šolski vrt podedovala od prejšnje učiteljice, ki je odhajala v pokoj. To je bila Milka Intihar. In ona me je v bistvu tudi uvedla v delo na šolskem vrtu, ker jaz doma šolskega vrta, navadnega vrta nimam. Upokojena učiteljica Milka Intihar nam vsako leto pride pomagati na spomladansko zasaditev šolskega vrta, pa tudi vmes mi da zelo veliko nasvetov, kaj pa kako, kdaj je treba kakšne pridelke pobrati, kdaj bi bilo smiselno kakšne nove stvari zasaditi, pa tudi poleti, ko učencev ni, ko je malo manj interesa za šolski vrt, ona vedno pride in mi pomaga vse oplet, pobrati pridelek in pripraviti v bistvu vrt na jesensko novo šolsko leto. Poleti, se pravi, za šolski vrt skrbim predvsem jaz, včasih se mi pridruži tudi še kakšen drug učitelj in pa, kot sem rekla, naša pomočnica, upokojena učiteljica Milka Intihar. Ja, zagotovo je šolski vrt velikanska dodana vrednost k učnemu procesu. Učenci razvijajo številne spretnosti, pa ne samo, da razvijajo spretnosti, ampak hkrati tudi v bistvu negujejo nek odnos do hrane in pa do rastlin. Naučijo se, kako rastline sploh rastejo in kako v bistvu sploh pridelamo hrano. In včasih je marsikdo že zelo začuden, recimo primer jablane. Iz kje nastane to jabolko? Da nastane iz tistega belega majhnega cvetka, pride do oprašitve, oploditve in potem, ko pride do vseh teh procesov, začne nastajati jabolko. In otroke vsako leto v resnici to zelo se jim zdi, zanimivo, začudi jih. In seveda potem imamo pa tukaj polno drugih rastlin, ki jih lahko tudi opazujemo. Jaz bi rekla tudi, da je včasih lahko šolski vrt sploh tako velik, za enega učitelja tudi velika obveznost. Na srečo tukaj na tem šolskem vrtu sodelujemo približno 3 oziroma 4 učiteljice, je pa za tistega, ki je odgovoren za celoto, mogoče to majčkeno večji zalogaj. Ampak ko vidiš učence, ki so zadovoljni, ki so srečni, ko pridajo radi na šolski vrt, sploh še stošolce, ki so še res zagnani in radovedni, si pa rečeš, da je ves trud in vso vloženo delo in energija zagotovo poplačana. Zdaj mogoče, če razdelimo vrt na en tak sadni del, cvetlični del, čeprav nam tele rožice ne rastejo najboljše, oziroma ne rastejo, ne cvetijo, ker so tako v tej senčni legi tega bršljana, pa zelenjavni del imamo in potem še tukaj na sredini tak zeliščni del. In na vrtu pridelamo ogromno ene zelenjave, ki jo v resnici uporabimo potem jeseni pri izbirnih predmetih in pri predmetu gospodinjstva, se pravi teh predmetih, pri katerih se kuha. To je
ene 3 sorte čebul gojimo, česen, korenček, peteršilj, vsa druga zelišča, kot je recimo drobnjak, ki ga lahko uporabimo, melisa, meta, rožmarin. Potem imamo tamle zadaj potrto zasajen krompir, stročnice, grah, fižola, tudi ogromen enih vrst, bob recimo tudi, ne uporabljamo ga toliko za kuhanje, ampak da pokažemo učencem tudi te zanimive oblike plodov. Potem imamo solate. Solato sicer redko kdaj uspemo uporabiti, ker jo zelo na hitro preveč zraste, tako da jo damo velikokrat učencem tudi za domov. Blitva nam je letos čisto podivjala, tudi učenci ves čas za domov dobivajo šolski pridelek in zelo zanimivo je to, da se kar grebejo za to, kdo bo dobil in kdo bo več dobil za domov. No, ni tako, da bi silili zdaj otrokom, so zelo veseli. Kdo pa dobi? Kdo se grebe? Kaj mora narediti za to? Pa sej ponavadi imamo v resnici dovolj za vse, lepo porazdelimo, da dobijo potem rajš malo manj. Ne delamo nekih razlik, ker so v resnici sploh šestošolci vsi zelo zagnani in pridni in bi težko zdaj določili, ampak grebejo v smislu, da si želijo odnesti nekaj domov. Tako. Kaj imamo še kaj na šolskem vrtu? Kumare, buče sicer letos se niso buče prijele, kar je škoda, ker tudi poleti jeseni kuhamo, bučne juhe, por imamo, moram kar malo pogledati, rdečo peso, pastinjak smo letos na novo, ker je v teh oddajah blazno to taka opevana hrana, opevana sestavina, pa smo rekli, dajmo pa, da vidimo, če bomo tudi mi lahko kaj iz tega naredili pa pripravili. Paradižnik imamo gor, brokoli, cvetačo, kodrolistni ohrovt, iz katerega delamo čips, ni da ni, no. S plodovi in pridelki z tega vrta se sladkajo v prvi vrsti učenci. Odrasli, tako je bilo slišati, pa morajo kar pohiteti, da pozobljejo kakšen sadež. Zelenjava pa, če obilno rodi in je v šolski kuhinji ne uspejo porabiti, roma še z učenci domov. Kaj pa sploh učenci delajo na vrtu? Zalivamo, sadimo, pobiramo pridelke, potem pa s temi pridelki ustvarjamo različne jedi, recimo pri SPH-ju, torej pri sodobni pripravi hrane, kjer kuhajo 7. razredi. In kaj kuhajo recimo? Različne juhe, različno meso, različno hrano, sladice, glavne jedi in tako. Plevam, pobiramo pridelke, tudi zalivamo. Meni je najbolj všeč meta. Všeč mi je, kako je mentolasta in njen vonj. Mi torej polivamo, nabiramo, naprimer mi dva smo posadili 2 sadike od paradižnika, lahko tudi pobiramo. To leto je kar veliko ravno borovnice. Zalivamo, potem odstrigamo stran tiste rastline, ki se jim pobira drugim rastlinam, da ne odmrejo. Razen tega, da mi tako nabiramo, pobiramo in delamo po vrtu, rešujemo tudi naloge. Različne uganke, vprašanje, katere to rastline, povemo različne dele rastline, torej tudi narišemo lahko dele rastline, odgovarjamo na vprašanje in veliko različnih drugih nalog. Tudi najdemo še kakšne živali, kot naprimer polše, kuščarje in to je to, kar smo vse videli. Zdaj tudi pridejo žuželke in te muhe. Sporočilo tega vrta je to, da vse raste iz zemlje in veliko stvari jih otroci niti ne poznajo. Vejo, da obstajajo, ampak vejo, da jih dobiš v trgovini. Ne vejo pa, kako izgleda življenje, kako raste, kakšna pridelava. In tlele, ko so na igrišču, se sprehodijo skozi vrt, pogledajo, kako zorijo različne grmovnice in sproti smukajo maline, robide, borovnice, jagode. Tako da moramo biti zelo hitri, če hočemo tudi mi odrasli kaj dobiti iz tega vrta. Torej
so približno tako narli kot ptiči, verjetno. Ja, včasih še bolj, ne? Ptiči ne pridejo do pridelkov, klele, ki jih mulci prej poberejo. Ja, naš šolski vrt, vsaj jaz tako mislim in marsikdo drug, ki ga vprašam, je zelo lep in lepo negovan. In zagotovo je za mimoidoče, ki ga opazijo, sporočilo to, da je tukaj zelo veliko marljivih rok vpletenih, da skrbijo za ta šolski vrt. Sporočilo je to enako tudi za starše, za učence pa predvsem to, da vidijo neko vrednost v tem šolskem vrtu, da tukaj zrastejo neke uporabne stvari, ki jih potem dejansko lahko pojemo, skuhamo, zaužijemo. In veselje je pomisliti, kako empatični in sočutni ljudje bodo, ko zrastejo, ker jih zdaj, poleg učiteljev in staršev, vzgajajo tudi rastline. Drage gledalke in gledalci, ponudbo v današnji oddaji smo izčrpali. Lepe dneve vam voščim, da postorite vse tisto, kar ste si zadali in takrat, ko ste si zadali. Vse lepo do naše prihodnje oddaje v začetku septembra. Nasvidenje in srečno!